Dober dan, župan. Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin, spoštovani poslušalci in poslušalke. V naslednji uri bom z vami Katja Munih, ki vas danes pozdravljam iz našega ajdovskega studia. Da smo tukaj, ni naključje. V tokratni oddaji Dober dan, župan namreč gostimo prvega moža ajdovske občine Tadeja Beočanina. Lep dober dan, torej župan. Dober dan. Vidim, da ste nam naročili lepo vreme. Ta slavna ajdovska burja, ki je še prejšnji teden prevračala tovornjake, se nekam poskrila, umaknila. Ali torej drži tista šala o ajdovcih, ko šele pri buri 200 km/h rečejo, ma danes pej piha? Ne, to se zgodi že pri 180 km. Aha, tako. Ni treba čakati 200. Dobro. V napovedniku za današnjo oddajo smo zapisali, da prihajamo v občino, ki je v zadnjih letih doživela gospodarski preobrat. Pred 2 letoma pa je postala najbolj prodorna občina v državi. In če je ajdovščina nekoč slovela po tekstilni, lesarski, živilsko-predelovalni industriji, danes prednjači razvoj visokotehnološke dejavnosti. V zadnjih 8 letih je bilo tako ustanovljenih slabih 3000 novih delovnih mest, kar pomeni 55% prirast. Kje na območju občine so še možnosti za širitev in nastanek obrtnih in industrijskih con, župan? Drži, ajdovščina je v zadnjem obdobju doživela res intenziven gospodarski razvoj. Znotraj, območja celotne občine imamo še, nekaj malega prostih kapacitet, predvsem v poslovnih conah izven mesta ajdovščine. Tisto, kjer pa, moramo opraviti razmisleke in ti razmisleki pravzaprav tečejo ravno v tem trenutku, pa je, kako, na kakšen način, oziroma če sploh, tudi na območju mesta, zagotavljati dodatne kapacitete, bodisi za gospodarstvo, bodisi za stanovanjsko gradnjo in podobno. Namreč velikemu gospodarskemu vzponu seveda sledi tudi večanje števila prebivalstva v naši občini in pravzaprav je treba ta celoten razvoj peljati kar se da usklajeno. In to bova še naslovila v naslednjem sklopu, če se tukaj še malo pomodiva, kako je širitve poslovne cone v Črničah? Torej, poslovna cona v Črničah je pri koncu komunalnega opremljanja. V celoti se ta cona, opremlja v letih 23 in sedaj zaključujemo v letu 24, pri čemer je velika večina poslovne cone pravzaprav že zaključene tudi, strani lastnikov nepremičnin v tem delu. Obstaja pravzaprav še ena prosta nepremičnina, se pravi še eno prosto zemljišče, kjer, se lahko, kamor se lahko umesti še kakšen subjekt. V osnovi je pa ta cona, tudi že v celoti odprodana, kar, nam daja, pravzaprav tudi neke pozitivne signale, da tudi te poslovne cone, ki jih imamo, bolj na podeželju, so mikavne. Konkretno v primeru poslovne cone v Črničah so to pretežno subjekti, ki so v preteklosti delovali na območju občin bivše velike občine Nova Gorica. Zanimivo. V občini tudi precej stavite na projekt Expo Vipavske doline, ki naj bi bil narejen v 5 letih, in Park znanja, ki je pa malo bolj dolgoročna investicija. Kako je z obema? Kar se tiče projekta Expo Vipavske doline, je ta v fazi priprave projektne naloge. Projektna naloga je pravzaprav zelo natančen popis prostorov, ki jih, bomo v projektu tudi zgradili. Zato tudi ta korak traja nekoliko več časa, kot smo sprva načrtovali. Vseeno pa računamo, da bomo do poletja imeli to projektno nalogo pripravljeno, da lahko potem objavimo arhitekturni natečaj, izberemo, najustreznejšo rešitev, ki bo tem vratom Vipavske doline oziroma vratom ajdovščine dejansko dala še tisti dodaten poseben pomen v smislu arhitekture. Potem pa jasno nadaljujemo s projektiranjem do gradbenega dovoljenja in pa samo izvedbo. Omenili ste, da naj bi ga zaključili v 5 letih, osebno sicer si želim, da bi bilo to obdobje nekoliko krajše, tudi verjamem, da bo. No, drugo je pa projekt Parka znanja, ki je pa šele, v idejni fazi. Nekako dogovor je, da se na tem območju severno od ajdovskega letališča pravzaprav združi nekje 3 oziroma 4 vsebine. Ena vsebina bo namenjena hitro razvijajoči se
letalski industriji v našem mestu, druga, se pravi tudi drugi del tega prostora, razvojno-raziskovalni dejavnosti Univerze v Novi Gorici in pa ostalim subjektom, ki so, bom rekel, razvojno-raziskovalnega značaja. Tretji del ne pa dopolnjujejo javne vsebine, torej tudi predvsem športne vsebine, s katerimi želimo, športna infrastruktura, s katero želimo povezati ta park znanja, bom rekel, z mestom in tam pravzaprav vzpostaviti preplet tistih, ki v parku znanja, bom rekel, delajo in morebiti bivajo, pa bom rekel tudi z ostalim delom mesta. Ta projekt drži je nekoliko dolgoročnejši, kajti predvsem v smislu infrastrukture, ki jo bojo gradili različni deležniki na tem območju, se bo verjetno razvlekel tja v obdobje 10 let. Tako. No, nova delovna mesta prinašajo tudi nove zaposlitve, kot sva prej rekla, priseljevanje. Kakšni so načrti na področju stanovanj? O tem bova spregovorila po tejle skladbi. Dobrodošli iz studia Radia Robin v Ajdovščini. Razcvet gospodarstva prinaša toliko večje potrebe po stanovanjih. V Ajdovščini se jih do leta 2025 obeta 400 novih. Ste si postavili za cilj, župan. Kako se ta vizija uresničuje in kdaj bo izpolnjena? Torej, kar se tiče te napovedi, pa jo, bom rekel, ponavljam, že kar daljše časovno obdobje za 400 novih stanovanj je pravzaprav že v celoti v realizaciji, bodisi v projektiranju, bodisi v pridobivanju gradbenega dovoljenja, bodisi v gradnji. Torej, nekje, bom rekel, ne glede na to, da se določeni projekti zaključujejo in da so stanovanja že zgrajena, v bistvu nastajajo že, bom rekel, tudi novi projekti, ki jasno omogočajo nove stanovanjske kapacitete na območju naše občine, predvsem seveda v mestu. Tako je, in tudi prav stanovanja so ena izmed ključnih stebrov tudi v strategiji za mlade, ki je te dni stopila v veljavo. Občina pa je tudi prva v državi napovedala izgradnjo hiš za mlade po ceni 50 000 evrov. Prvi sklop v Dobravljah. Kdaj boste zakopali prvo lopato? Torej, tukaj imamo vloženo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za prve 4 enote, ki jih bomo nekako ponudili po pravzaprav vrednosti, ki ste jo omenili. Ocenjujem, da bi v poletnem času se, bom rekel, ti objekti že lahko gradili. Tukaj bomo vključili še vprašanje poslušalca Patrika. Sprašuje pa glede parcel na planini. Se jih bo lahko dražilo, ga zanima, in kako bo s postavitvijo montažnih hiš in komunalnim prispevkom? Torej, kar se tiče naselja na planini, imamo sedaj razpisano javno dražbo za 22 parcel. Te parcele so namenjene tako imenovanim samograditeljem, torej fizičnim osebam, ki želijo, bom rekel, na tem območju zgraditi svojo nepremičnino. In sicer je pravzaprav določen tudi rok, do katerega mora biti ta nepremičnina zgrajena, in bom rekel, ta ocenjen oziroma določen rok je 4 leta. Kar se tiče možnosti postavitev montažne gradnje, ta seveda dovoljena, določa pa pravzaprav gabarite objektov, tudi strehe, fasade in tako naprej, pa podrobni prostorski načrt za območje Planina Strane, ki je, bom rekel, tudi dostopen na naši spletni strani, in bom rekel, so tam noter zabeleženi vsi pogoji, predpisi, ki veljajo za samogradnjo na tem območju. Kar se tiče komunalnega prispevka, pravzaprav je ta enako zaračunan na tem območju, kot to velja za katerokoli drugo območje na območju občine. Gre pa morebiti izpostaviti subvencije, ki jih imamo vzpostavljene za mlade oziroma mlade družine, kjer občina subvencionira 50% vrednosti komunalnega prispevka, kar pomeni, seveda, da je ta potem v praksi na polovico tudi znižan, če je investitor v objekt mlad posameznik oziroma mlada družina. Vsekakor koristna informacija zanje. Če že govorimo o 400 novih stanovanjih, o novih delovnih mestih, kar sva prej omenila, vse to zahteva tudi ustrezno komunalno infrastrukturo in dovolj zmogljivo centralno čistilno napravo. Ta je bila v preteklosti sicer že posodobljena, od tega že skoraj 20 let, če imam prav. Nadgradnja obstoječa ali gradnja nove, kaj se obeta? Torej, po
investicijah, ki jih imamo na čistilno napravo v letu 23 in 24, te investicije sta obe že v teku. Eno je investicija v upihovanje dodatnega kisika v bazene, druga investicija je ugradnja centrifuge na centralni čistilni napravi. Ocenjujemo, da pravzaprav dodatna nadgradnja ne bo potrebna. Namreč sama čistilna naprava je dimenzionirana za 45.000 populacijskih enot, od tega, bom rekel, jih seveda pretežni del porablja industrija, pa vendar, glede na ugotovitve v letošnjem letu, glede na investicije, ki smo jih imeli v tem obdobju, se kaže v bistvu, da so te kapacitete čisto dovoljšne. Tako. Če pa govoriva tudi o taki povečani masi ljudi, ki se obeta skozi ta stanovanja, delovna mesta, kako je s šolami in vrtci? Se obeta morda tretja šola v Ajdovščini in kako je z zagotavljanjem prostora v vrtcih? Torej, v prvi fazi, bom rekel, se ne obeta še tretja šola kot samostojna, bom rekel, šola na območju mesta, ampak se obeta dozidava osnovne šole Šturje. V tem kontekstu pravzaprav se tudi tečejo že vsi postopki projektiranja za to, da čim prej pridemo do gradbenega dovoljenja in tudi začnemo, bom rekel, graditi ta, bom rekel, precej velik prizidek oziroma z izvedbo projekta dozidave. Glede na projekcije, ki jih imamo, bo to za, bom rekel, neko časovno obdobje zadostilo potrebam mesta in na ta način, bom rekel, dodatni razmisleki o tretji šoli še niso potrebni. Je pa dejstvo, da ukolikor se bo mesto širilo tudi v bodoče, bom rekel, še dodatno, bo pa potrebno, bom rekel, iskati rešitve tudi v smeri morebiti tretje osnovne šole, ki bo pokrivala območje mesta. Kar se pa tiče vrtcev, zaenkrat uspemo zagotavljati vsem tistim, se pravi prostor vsem tistim otrokom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na 1. september oziroma tudi 1. oktober. Nažalost pa ne moremo zagotoviti vpisa v vrtec tistim otrokom, ki izpolnijo pogoje, naprimer v novembru, decembru ali pa februarja, torej med letom. Tukaj se starši, bom rekel, znajdejo drugače. Vsekakor pa, bom rekel, naslavljamo tudi ta problem, pri čemer bomo z, bom rekel, izgradnjo dodatnega večjega vrtca še nekoliko morali počakati zaradi finančnih zmožnosti oziroma nezmožnosti, da bi šli tudi v to investicijo v, bom rekel, prihodnjem 4-letnem obdobju, pa vendar bomo z manjšimi novimi enotami skušali, bom rekel, zagotavljati še dodatne kapacitete ajdovskega vrtca. Konkretno so ta trenutek načrtovanje 4 dodatni oddelki v mestu, v sklopu vrtca Ribnik in 2 dodatni enoti v Lokavcu. In tukaj bova sedaj začasno naredila piko in se ponovno prepustila glasbi. Nadaljujemo s pogovorom z ajdovskim županom v živo iz ajdovskega studia. Univerza v Novi Gorici je pred kratkim predstavila novo vizijo razvoja, po kateri bi rektorat, pedagoško dejavnost in študentske namestitve premestila v Novo Gorico. V Ajdovščini bi razvijala raziskovalno, razvojno dejavnost, v Vipavi pa vinarstvo. Kako komentirate te načrte, župan Tadej Beočanin? Vemo, da je občina Ajdovščina nameravala zemljišče ob letališču nameniti kampusu te univerze. Torej, prej, kot sem omenil že v odgovoru okrog parka znanja, se je na tem območju vedno predvidevala umestitev tudi univerze v Novi Gorici. Odločitev univerze, da, bom rekel, razvija raziskovalno laboratorijsko dejavnost na tem delu, je povsem skladna tudi, bom rekel, strategijo razvoja občine Ajdovščina. Namreč naša ključna želja je, da se razvoj in raziskave čim bolj povežejo, bom rekel, potem tudi z aplikacijo v gospodarstvu. Tako da pravzaprav mi je, bom rekel, odločitev univerze blizu. Konec koncu sledi dogovorom, ki jih imamo z novim rektorjem od samega začetka njegovega mandata. Dejstvo pa je, da, bom rekel, je ta prostor rezerviran za univerzo v Novi Gorici, katere vse vsebine bodo, bom rekel, pa na tem območju vzpostavili, je pa seveda v pretežni meri potem tudi
njihova odločitev. No, dotaknila sva se problematike mladih, pač stanovanja, šolstvo, vrtci. Kako je pa s skrbjo za starejše? V Ajdovščini se sicer zaključuje gradnja doma starejših občanov Kresnice. Ti domovi so ponavadi državne investicije, ampak v tem primeru tudi občina sofinancira, bo dodala svoj prispevek. Je že pridobljeno uporabno dovoljenje za projekt, kdaj se obeta selitev? Torej, po informacijah, ki jih imam, se selitev načrtuje v mesecu marcu oziroma aprilu, kar pomeni, ne, da je objekt seveda tik pred zaključkom. Drži tudi to, da, bom rekel, je občina pomagala, bom rekel, državi v tem konkretnem primeru pri izvedbi te investicije, in sicer tako, bom rekel, kadrovsko v času pridobivanja virov za izgradnjo doma, kot tudi pri pripravi pravzaprav celotne dokumentacije, ki je bila potrebna. Nadalje smo, bom rekel, pomagali z zemljišči, ki smo jih brezplačno prinesli Republiki Sloveniji za namen izgradnje seveda tega doma, in pa tudi finančno pokrivali smo strošek projektiranja v celoti na prvem razpisu. No, lansko leto smo pa imeli še drugi razpis, kjer smo, bom rekel, še namenili projektu dodatna sredstva, konkretno za znesek približno 700 tisoč evrov v tem drugem delu, s katerim bo dom sploh lahko zaključil to investicijo. Skupno lahko pravzaprav vložek občine ocenim na približno 1,5 milijona v sicer 15-milijonskem projektu. Kako bo pa z dosedanjo stavbo doma starejših občanov v Ajdovščini? Ali drži, da ga bi država lahko predala v namen občini? Torej, občina Ajdovščina pripravlja vlogo za brezplačen prenos tega objekta v last občine, konkretno skozi zakon o spodbujanju regionalnega razvoja. Nameravamo pa objekt pravzaprav ohraniti v socialno-varstveni dejavnosti z vsebinami, kot so varstveno-delovni center, bivalne enote za starejše, servisni prostori za starejše oziroma za oskrbo, bodisi, bom rekel, na klic, bodisi na tej lokaciji. Pogovore tečejo tudi z Univerzo v Ljubljani, ki bo v tem objektu vzpostavila raziskovalni center za aktivno in zdravo staranje, kar pomeni, da ga nekako ohranjamo v pretežni meri, ne še vedno za, bom rekel, starejše ljudi. Naša želja seveda je, da, bom rekel, ker je objekt kvaliteten, ne, da se ga ne zaklene in prepusti zobu časa, ampak da ga čim prej, bom rekel, napolnimo z novimi vsebinami in mu damo novo funkcijo, pa čeprav, bom rekel, precej podobno, kot jo je tudi doslej opravljal. Kdaj se obetajo te vsebine? Bo to že kmalu? Torej, jaz nekje pričakujem, da bomo v letošnjem letu speljali postopek prenosa lastništva. To so postopki, ki sicer trajajo kar precej dolgo časa. Potem verjetno bomo v letu 2025 ne zagotovili tiste nujno potrebne investicije, ne, ki bodo, bom rekel, prostore iz današnjega stanja nekoliko spremenili glede na to, kar bomo potrebovali z vidika novih vsebin, kar pomeni, da bi v letu potem 26 lahko objekt z novimi vsebinami tudi že zaživel. Seveda si želim, da bi bile te časovnice lahko nekoliko krajše, pa vendar mislim, da sem kar tisto realno časovnico opredelil. Ne smeva pa pozabiti tudi na hišo dobre volje, pa na načrte o oskrbovanih stanovanjih na Ribniku, kaj ne. Bova pa tukaj prešla še na pobudo, oziroma mojo pobudo, kot ste poimenovali participativni proračun. Kako je letos s tem? Prvi v državi ste ga uvedli, kaj ne, takrat, kako je letos s tem? Torej, v letošnjem letu bomo zbirali pobude za proračunska leta 24, 25 in 26. Nekje v pomladanskem času načrtujemo pravzaprav to zbiranje novih pobud in odločanje o projektih, ki se potem uvrstijo v te tri proračune. Nekje ocenjujem seveda, da bo projekt imel pozitiven odziv, kot ga ima praktično vsako leto, oziroma vedno, ko te pobude zbiramo. Uvajamo pa z letošnjim letom tudi še, bom rekel, pomembno novost, in to je ta, da bo moč o pobudah glasovati tudi prek mobilnih telefonov, oziroma tudi, bom rekel, ta opcija bo veljala tudi za samo oddajo pobud.
Tako. In spet se bova prepustila glasbi, nadaljujeva takoj po tem predahu. V četrtem delu današnje oddaje, v kateri gostimo ajdovskega župana Tadeja Beočanina, se bomo pa posvetili še anketi, s katero ste nagovorili vaše občane. Spraševali ste jih po njihovih željah pri nadaljnem razvoju občine. Kakšen odziv ste zabeležili doslej? Včeraj ste zaključili z zbiranjem teh odgovorov. Tako, anketiranje je zaključeno. Nekje okrog 1500 odgovorov smo, bom rekel, v tem slabem mesecu pridobili, kar je, bom rekel, izjemna številka in bo zagotovo predstavljala tisti potreben reprezentativni vzorec, da bomo lahko pravzaprav anketo razglasili za uspešno. Smo pa, kot sem že prej deloma pri mojih prejšnjih odgovorih nakazal, dejansko v točki, ko se moramo odločiti, kako pravzaprav z razvojem občine naprej. Več scenarijev je možnih in bom rekel, tukaj je bila ta odločitev, da bom rekel, o usmeritvah povprašamo občanke in občane in jasno potem tudi njihovo mnenje, ki ga bo ta anketa izkazala, prelijemo, bom rekel, v tiste strateške dokumente oziroma izvedbene načrte za naslednje, bom rekel, tudi kar 8-letno obdobje. Namreč v pripravi imamo izvedbeni načrt izvajanja strategije razvoja občine do leta 2030, kjer bo to mnenje zagotovo upoštevano. V pripravi so spremembe in dopolnitve prostorskega načrta, kjer bo, bom rekel, enako to mnenje upoštevano, da seveda ne omenjam tistih, bom rekel, konkretnejših nalog občine v smislu takšnih in drugačnih investicij, ki se, bom rekel, dogajajo pa že lahko dogajajo v že bistveno krajšem obdobju. V nadaljevanju bova spregovorila še o kulturi. Pilonova galerija je sredi obnove, ki bo zaključena predvidoma v letu 2025. Kaj vse se obeta na kratko, če preletiva vsebine, prihodnje vsebine? Torej, kar se tiče Pilonove galerije, moramo projekt sicer nekoliko zamejiti na več delov in sicer v letošnji pomladi, torej nekje v mesecu aprilu, bo zaključena prenova Rustjeve hiše. Sama Rustjeva hiša bo vsebinsko, bom rekel, namenjena dvem delom. V pritličnem delu bo namenjena kavarniški dejavnosti in muzeju pekarske in vinarske dediščine, v nadstropju, bom rekel, pa Pilonovi galeriji. Sama Pilonova galerija je pa, bom rekel, ker smo bili tudi uspešni na razpisu, tudi predvidena za prenovo. Ta prenova pa še ne poteka, ampak se bo pričela v letošnjem letu. Trenutno je v fazi izdelave konzervatorski načrt, namreč gre v celoti za območje kulturne dediščine, kjer moramo jasno slediti, bom rekel, usmeritvam stroke, tudi glede same prenove. Tisto, kar smo pa s projektom še uspeli pridobiti, bom rekel, so pa tudi sredstva za izvedbo dodatnih programov Pilonove galerije. Konkretno gre za pravzaprav sklop 3 aktivnosti. V enem delu so te aktivnosti povezane z neko doživljajsko potjo Vena Pilona po različnih točkah v naši občini, ki so predstavljale, bom rekel, tudi motiv za njegova dela. Po drugi strani, se pravi, kot drugi del se bo v prostorih galerije uredil tudi virtualni atelje, kjer bo pravzaprav moč podoživeti okolje, v katerem je Veno Pilon tudi ustvarjal. Tretji sklop vsebinski je pa namenjen animiranemu filmu oziroma risanki, s katero pa želimo, tako za najmlajše, s katero pa želimo jasno nagovoriti, bom rekel, čim širše občinstvo, v bistvu z vsebinami povezanimi seveda z Venom Pilonom oziroma z Miškom Venčem. Lepo. Ajdovščina pa nima primernega prostora za gledališke predstave oziroma nima kulturnega doma. Kaj se obeta? Torej, kar se tiče kulturnega doma, je ta debata živahna že kar precej časa, bom rekel, na območju naše občine. Trenutno to funkcijo tako ali drugače opravlja dvorana Prve slovenske vlade, za katero pa se pravzaprav izkazujejo določene omejitve. Eno glede same velikosti, namreč v dvorani je približno 250 sedišč, nekajkrat letna potreba pa je tudi po, bom rekel, bistveno večjih dvoranah, tja z 500 do
700 sedišči. Po drugi strani pa dvorana, bom rekel, ne omogoča, bom rekel, zelo dobrih pogojev oziroma dobrih pogojev za nastope, bom rekel, predvsem pevske nastope, torej nastope pevskih zborov, kjer se, bom rekel, ponovno izkazuje neka potreba po, bom rekel, neki dvorani, ki bi bila akustično ustreznejša. Zato ti, bom rekel, razmisleki potekajo, pa vendar ne, še nismo po moji presoji v točki, ko bi bilo tega povpraševanja po, bom rekel, kulturni produkciji dovolj, da bi lahko zapolnili dejansko nek dom kulture. Zato, bom rekel, moje osebno prepričanje je, da se bo o kulturnem domu lahko realneje govorilo po preteku, naprimer 5 let, ko bomo, bom rekel, vzpostavili tisto ostalo osnovno infrastrukturo, ki jo še potrebujemo za funkcioniranje občine. V tem času pa želimo ogromno narediti na gradnji občinstva, ne, torej na povpraševanju po dodatnih kulturnih vsebinah. Zato tudi pozdravljam, bom rekel, vse nove abonmaje, ki prihajajo v našo sredino, s čimer se v bistvu ta zavest po kulturni produkciji tudi krepi, bom rekel, med našimi občankami in občani. In veliko imate tudi arheoloških najdb. Tukaj bomo dali prostor vprašanju poslušalca, še prej pa si privoščiva nekaj glasbe. V Ajdovščini so bile odkrite tudi številne zanimive arheološke najdbe in tukaj bomo dali prostor vprašanjem poslušalcev. Pisal nam je Andrej, takole pravi župan: za sicer odličnega župana naše občine imam 2 vprašanji. Kdaj lahko pričakujemo nov ali prenovo muzeja, kjer bodo predstavljena nova arheološka dognanja, ki bi morala biti tudi nujno predstavljena na atraktiven način na trgu pri 4 predstavitvenih poljih, za katere sicer večina občanov ne ve, kaj predstavljajo. Tako pravi Andrej. Kaj mu odgovarjate? Torej, kar se tiče pravzaprav vseh arheoloških najdb, imamo kar različne rešitve predvidene. Konkretno, bom rekel, v nekaterih na samem licu mesta, torej, kar se tiče teh 4 prezentacijskih polj, se bo, bom rekel, na ograje, kot so danes okrog teh polj postavljene, torej na tisto zgornjo ploščo dejansko dalo osnovne informacije in jasno povezave do natančnejših informacij glede ostalin, ki jih v teh poljih prikazujemo. Kar se pa tiče ostalih arheoloških najdb, ki smo jih našli v preteklosti oziroma pri sami prenovi mestnega središča, pa načrtujemo nekako 2 rešitvi, obe v seveda tesnem sodelovanju z Goriškim muzejem, ki te razstave tudi pripravlja. V enem delu bi, bom rekel, osvežili oziroma zamenjali razstavo v Ajdovskem muzeju. V drugem delu pa bi te najdbe predstavljali tudi v stolpu 8, ki gre v letošnjem letu v prenovo. Torej, v letošnjem letu se bo sam stolp z 2 etažami opremljal, kjer bo moč predstaviti to vrstne izkopanine in, bom rekel, dobili bomo tudi razgledno ploščad na vrhu, ki jo bo moč, bom rekel, uporabiti tudi seveda za takšne in drugačne razglede po našem mestu. In še eno vprašanje vam zastavlja Andrej. Kakšne so možnosti občinskih spodbud za prazne trgovske in gostinske prostore na trgu in središču mesta? Torej, zaenkrat to vrstnih pobud pravzaprav oziroma to vrstnih ukrepov nimamo, kajti čakamo tudi neke seveda pretežno zasebne pobude, ki bi nekje naslovile to vprašanje praznih prostorov na območju samega Lavričevega trga. Tudi moja zelo velika želja bi bila, da se ti prazni prostori namenijo točno tema 2 dejavnostima, po eni strani gostinski in po drugi strani trgovski. To so namreč vsebine, ki na trg tako ali drugače zelo sodijo. Tudi tukaj je občina pripravljena, zagotovo, bom rekel, neke ukrepe sprejeti in jih potem tudi implementirati, ki bi pomagali k realizaciji tega cilja, pa vendar v prvi točki potrebujemo neko zasebno pobudo, bodi si nekega gostinca, bodi si nekega trgovca, ki bi izrazil ta interes. Zaenkrat, bom rekel, to vrstnega interesa za sam Lavričev trg še nimamo izkazanega. Upam, da se bo, bom rekel, v bližnji prihodnosti to spremenilo. Pojavil.
Prešla bova še na področje športa. Poslušalec Juri vam zastavlja naslednje vprašanje. Občina Ajdovščina načrtuje postavitev reflektorjev na mestnem stadionu, prav tako bo v letošnjem letu zaključek nove gimnastične dvorane in prenovljen vhod v dvorano športnega centra Ajdovščina. V bodoče se omenja izgradnja povsem nove športne dvorane v Ajdovščini, katera naj bi omogočala izvedbo tekem na najvišjem nivoju, tudi mednarodna tekmovanja. Zato vas sprašujem, župan, piše poslušalec, kdaj je načrtovan začetek te izgradnje in kakšna višina naložba in viri financiranja? Torej, tukaj gre v tem konkretnem primeru tako imenovane reprezentativne športne dvorane, ki jo nameravamo zgraditi v prihodnosti. Tečejo postopki ta trenutek prostorskega preverjanja, torej na katero lokacijo bi to dvorano sploh umeščali. Ena opcija, ki se ponuja, je območje parka znanja, kot del tiste športne infrastrukture, ki sem jo v enem prejšnjih odgovorov omenjal, v drugem primeru pa v neposredni bližini obstoječega športnega centra, torej na območju severno od športnega centra oziroma ob nogometnem igrišču z umetno travo. Ko bo to prostorsko preverjanje izvedeno, bomo, pristopili tudi počasih pripravi projektne naloge. Se nam pa samim projektom, povem po pravici, ne mudi toliko, kajti začetek gradnje ni predviden pred letom 2027. Torej imamo, praktično še 3 leta, v katerih pa imamo postavljen cilj, da pridobimo gradbeno dovoljenje za to dvorano. Dejstvo je, da zaradi finančnih zmožnosti oziroma omejitev občinskega proračuna moramo najprej poskrbeti za tiste 3 ostale, nujne zadeve, zdravstveni center, osnovna šola Šturje, vrtec, potem pa prideta pravzaprav še ti 2 investiciji na vrsto, športna dvorana in pa kulturni dom. Tako, in še kar nekaj vprašanj imava za nasloviti, ampak pustila jih bova za zadnji sklop oddaje, oddahnila si bova še ob naslednji prijetni skladbi. Še zadnji sklop današnje oddaje bomo posvetili vprašanjem poslušalcev. Na vas, gospod Tadej Bojočan in župan Ajdovščine, se obrnil tudi Ivan, zanima ga naslednje. Kdaj se bo dokončno uredil promet skozi vas Col mimo osnovne šole, ko skoraj vsakodnevno 2/3 voznikov vozi preko dovoljene omejitve? Bilo je že kar nekaj ogledov raznih strokovnjakov in različnih služb, ampak pripombe in predlogi pa več kot po 20 letih še niso bile uslišane. Kaj odgovarjate? Naslednje vprašanje bova pa kasneje naslovila, najprej dajva to. Torej, kar se tiče, prekomernih hitrosti v različnih odsekih naše občine, tudi v konkretnem primeru na tej cesti, ki gre mimo osnovne šole Col, nameravamo pravzaprav naslavljati skupaj z medobčinsko inšpekcijo. Namreč vsi drugi ukrepi doslej so se izkazali za neučinkovite, zato v letu 2024 v sodelovanju torej z medobčinsko upravo oziroma medobčinsko redarsko službo uvajamo pravzaprav nov merilnik hitrosti, ki, ne bo samo izpisal hitrosti, ampak bo, tiste, ki hitrost prekoračijo, tudi oglobil. Nažalost, drugih možnosti oziroma smo vse ostale možnosti skoraj oziroma že izčrpali v smislu naših prizadevanj za umiritev hitrosti. Želja občine je bila, da se, tem ukrepom z, globami oziroma sankcijami izognemo, pa vendar je očitno to neizogibno za to, da se, ta promet umiri. Dejstvo je, da to ni edina cesta, tudi na območju gore, v bistvu imamo enako, enak problem na cesti proti Orešju, tako da tle je kar nekaj teh odsekov, kjer se bo ta merilnik potem tudi postavljal. Še eno vprašanje tega poslušalca bova naslovila. Kdaj bo urejena lastninska pravica gasilskega doma na Colu? Torej, kar se tiče gasilskega doma na Colu, je v pretežni meri seveda last prostovoljnega gasilskega društva Col. Dejstvo pa je, da kletni prostori, takrat, ko se je prenašal celotni objekt, niso bili prenešeni. Zakaj je temu tako, še nismo uspeli ugotoviti. No, prav, sedaj občinska uprava išče potencialne rešitve, da lahko to, se pravi tudi te kletne prostore, brezplačno prenesemo
v last PGDC-ov. Torej, naša usmeritev je tukaj jasna, torej, da ti prostori preidejo v last gasilskega društva, pa vendar, bom rekel, rešitev ni kar tako hitro na dlani. Tisti rok, ko se je te stvari urejalo z zakonom in takrat prenosom, potem brezplačnim na gasilska društva, namreč ne velja več, oziroma iščemo pravne podlage, po katerih lahko to na tak način izpeljamo. Pisala vam je tudi poslušalka Lili, ki pravi takole: mnogi pogrešamo ajdovsko tržnico, kot je nekoč bila. Kdaj lahko pričakujemo ponovno tako ponudbo sadja in zelenjave, kot smo jo imeli predno je zadnji ponudnik odšel? Zdaj, ne vem, če je to ravno občinska zadeva, da urejate, ampak vendarle. To je, bom rekel, v našem primeru je to občinska zadeva, namreč gre za prostore v naši lasti. Takoj potem, ko je prejšnji, se pravi zadnji najemnik zaključil svojo dejavnosti oziroma najavil zaključek dejavnosti, smo pričeli z iskanjem novega najemnika, konkretno, ki bi to vrstno ponudbo seveda ponudil. Konkretno smo se pogovarjali z dvema, no, in vesel sem, da se je konec prejšnjega leta en potencialni najemnik odločil, da bo to, se pravi, tako obliko prodajalne sadja in zelenjave odprl v teh prostorih. Prej, bom rekel, zdaj so na vrsti tisti postopki, predvsem na strani ponudnika, da to dejavnost organizira, jo vzpostavi in, bom rekel, takrat mu bomo tudi prostore oddali v najem, kar pomeni, da bi, bom rekel, v še prvi polovici letošnjega leta lahko v tržnici dobili to stalno ponudbo sadja in zelenjave. Kar hitro nam mineva tale čas, župan, še nekaj vprašanja ostalo neodgovorjenih, ampak žal čas se nam izteka. Kar prijetno nam je tukaj v tem ajdovskem studiu Radia Robin, tako da se zahvaljujem vsem poslušalcem in poslušalkam za pozornost in vprašanja. Mi bomo še naprej pozorno spremljali delovanje in dogajanje v občini Ajdovščina. Župan, vam pa lepa hvala za vaš obisk danes. Hvala tudi vam za povabilo in pa seveda uspešno oddajanje naprej tudi iz našega ajdovskega studia. Hvala. Radio
Dober dan, župan. V občini tudi precej stavite na projekt Expo Vipavske doline, kaj ne, ki naj bi bil narejen v 5 letih, in Park znanja, ki je pa malo bolj dolgoročna investicija. Kako je z obema? Kar se tiče projekta Expo Vipavske doline, je ta v fazi priprave projektne naloge. Projektna naloga je pravzaprav zelo natančen popis prostorov, ki jih, bomo v projektu tudi zgradili. Zato tudi ta korak traja nekoliko več časa, kot smo sprva načrtovali. Vseeno pa računamo, da bomo do poletja imeli to projektno nalogo pripravljeno, da lahko potem objavimo arhitekturni natečaj, izberemo, najustreznejšo rešitev, ki bo tem vratom Vipavske doline oziroma vratom Ajdovščine dejansko dala še tisti dodaten poseben pomen v smislu arhitekture. Potem pa jasno nadaljujemo s projektiranjem dogradbenega dovoljenja in pa samo izvedbo. Omenili ste, da naj bi ga zaključili v 5 letih, osebno sicer si želim, da bi bilo to obdobje nekoliko krajše, tudi verjamem, da bo. No, drugo je pa projekt Parka znanja, ki je pa šele, v idejni fazi. Nekako dogovor je, da se na tem območju severno od ajdovskega letališča pravzaprav združi nekje 3 oziroma 4 vsebine. Ena vsebina bo namenjena hitro razvijajoči se letalski industriji v našem mestu, druga, se pravi tudi drugi del tega prostora, razvojno-raziskovalni dejavnosti Univerze v Novi Gorici in pa ostalim subjektom, ki so, razvojno-raziskovalnega značaja. Tretji del pa dopolnjujejo javne vsebine, torej tudi predvsem športne vsebine, s katerimi želimo, športna infrastruktura, s katero želimo povezati ta park znanja, z mestom in tam pravzaprav vzpostaviti preplet tistih, ki v parku znanja, delajo in morebiti bivajo, pa tudi z ostalim delom mesta. Ta projekt drži je nekoliko dolgoročnejši, kajti predvsem v smislu infrastrukture, ki jo bojo gradili različni deležniki na tem območju, se bo verjetno razvlekel tja v obdobje 10 let. Tako. Radio Robin.